Ja, Orion kot nagrada je v slovenski prostor prenesla, v bistvu je zapolnila eno praznino, ki se je zgodila po tem, ko so se tradicionalne nagrade v bistvu izpele, omaknile in v bistvu vnaša v prostor eno optimizem, potem en fokus na audiovizualno industrijo, na pač televizijske serije, televizijske dokumentarce, filmske, kinematografske filme. Mi te podatke o gledanosti in uporabi audiovizualnih del zbiramo. Te podatke seveda enkrat letno uporabimo, ko delimo honorarje, nam se pa vedno zdelo škoda, da te podatki ležijo in so zgolj uporabljeni za ta proces. Zato smo rekli, da bi bilo fajn te informacije, ki jih imamo, deliti z širšim občinstvom in dati še dodatno, mogoče bolj javno veljavo najbolj gledanim delom v Sloveniji. Vsako leto imamo več audiovizualnih del, tudi ponavadi so bolj zanimiva in tudi boljše produkcijsko narejena. Tako da nam ni ravno lahko se odločiti, ampak zanima nas originalno. Zanima nas nekaj, kar je v sodobnem času, kar ima neko širšo družbeno-politični kontekst in zato je naše delo tako, da v bistvu prepoznamo tisto kvaliteto, ki ima mogoče malo daljnosežno ali pa dolgoročen vpliv na nas. Nagrada je v prvi vrsti nagrada za ustvarjalce, igralce, producente, avtorje. Za nas je pa predvsem spodbuda, da še več produciramo, da še več napišemo, še več posnamemo, ker to očitno gledalci zelo radi gledajo. Te nagrade, ki smo jih dobili, seveda pomeni, da verjetno skupaj s sodelavci dobro delamo. Kar je pa pomembnejše, da gledalci to gledajo, ker se mi zdi, da v bistvu je že čas, da bi se v Sloveniji začeli napolno zavedati pomena tega sodobnega žanra kvalitetnih televizijskih nadaljevank, ki pravzaprav diktira razvoj AV sektorja vsaj zadnjih 20 let v bistvu, od Sopranovih naprej v Ameriki in od recimo skandinavske produkcije, oblasti in tako naprej v Evropi. In čas je, da se mi pravzaprav s to produkcijo začnemo še bolj resno ukvarjati. Kakovost že imamo, količina je pa zaenkrat slaba, tako da upam, da bomo napredovali tudi v količinskem smislu.